Mi smo 27. marca vložili zahtevo za izredno sejo v zvezi s spremembo 148. člena ustave. Se pravi, ta člen ustavni se nanaša na proračun, umeščen je v 6. poglavje, ki ureja ali pa predpisuje javne finance. Zdaj, temeljni cilj tega popravka 148. člena, ki stoji že skoraj leto dni pripravljen za odločanje, je uravnoteženje vseh javnih blagajn, kar pomeni, da morajo vse javne blagajne pač porabiti le toliko, kolikor imajo virov, brez dodatnega zadolževanja. Januarja lani je bilo o tem fiskalnem pravilu doseženo soglasje predsednikov parlamentarnih strank. Takrat so bili vsi za to, da se to fiskalno pravilo čim prej vpiše v ustavo. Kasneje, mesec dni kasneje, ko je pač bila oblikovana Janševa vlada, pa je to navdušenje predvsem v tedanjih opozicijskih strankah, to se pravi Pozitivni Sloveniji predvsem, in nekoliko manj prej zdaj to navdušenje uplahnilo, vendar kljub vsemu je bilo potem na ustavni komisiji to besedilo sprejeto. Zdaj, čeprav to besedilo, pa zapis fiskalnega pravila v ustavo ni bil izveden, se je Janševa vlada, čeprav so bile razmere izredno težke, ravnala in je izvajala proračun v skladu s tem fiskalnim pravilom. In v enem letu Janševe vlade je bilo na tem področju storjenega izredno veliko, čeprav je vlada morala pravzaprav vse skozi prepričevati zavedeno javnost, da so razmere težje, kot jih je slikala opozicija in nekatere druge skupine. Ves čas je bila vlada tudi napadana, da nekako ne zna upraviti z državo, da ne sprejema pravih ukrepov in da bi pač do drug, če bi bil na oblasti, to vse delal drugače. Zdaj, Janševa vlada je imela ves ta čas zelo velike težave pri sprejemanju in implementaciji aktov. Spomnite se samo problemov pri zakonu glede uravnoteženja javnih financ, pa sprejemanja proračunov, zakona o slabi banki in Slovenskem državnem holdingu. Ti akti so pravzaprav šli preko večino vseh možnih blokad političnega dela, tudi zelo veliko naporov je bilo vloženih, da bi se izvedli referendumi, celo o proračunskem dokumentu, zakon o izvrševanju proračuna. Vendar vse te stvari so se potem v teku časa pač odpravile in ti akti veljajo. Reformi trga dela in pokojninska reforma sta pač imeli precej lažjo pot v tem obdobju. Narejene so bile tudi mnoge poenostavitve v tem obdobju, odpravilo se je marsikatera administrativna ovira, ocenitve, vpeljane so bile stimulacije in olajšave za gospodarsko aktivnost in tako naprej. Skratka, ves ta paket ukrepov je naletel tudi na ugoden odziv v mednarodnem okolju, na finančnih trgih, pri bonitetnih hišah in stanje v letošnjem letu ob primopredaji je bilo sorazmerno kar ugodno. Zdaj, kot rečeno, je Janševa vlada na tem področju prebila urejanje javnih financ, prebila let. Zdaj, tudi percepcija javnosti je v tem trenutku precej drugačna, kot je bila pred letom dni. Nekoliko so k temu pripomogle tudi razmere v nekaterih drugih državah Evropske unije, ki so morale dati ali pa pri kateri se še izvaja ta sanacija javnih sistemov. Tako da tukajšnjih, bom rekel,
posebnih težav v slovenskem javnem mnenju glede nadaljevanja procesov po mojem mnenju ni. In na tem področju je s temi ukrepi pač potrebno nadaljevati. Tako glede sanacije bančnega sistema, glede izboljšanja upravljanja z državnim premoženjem, izboljšanjem glede javnih naročil in še na mnogih drugih področjih. Zdaj, spremembe so se precej nenadno spremenile takoj po zamenjavi Janševe vlade. Za to je bilo potrebno zelo malo, nekaj nerodnih izjav predsednice vlade, nekaj nerodnih izjav ministrov glede načrtovanih sprememb javnofinančnih politik, tudi podučevanja EU-ja, kaj je prav in kaj ne. In mislim, da da so v tem obdobju potem precej močno poskočili tudi pribitki na slovenske 5-letne, 10-letne obveznice. Narejen je bil velik skok, tam iz nekaj nad 4% na skoraj do 7%. In to je pač pripeljalo to slovensko zadolževanje pravzaprav do meje vzdržnega. Da stanje ni dobro, kaže tudi včerajšnja prodaja zakladnih menic, ko je bilo prodanih komaj dobra polovica teh papirjev. Zdaj, zadnji as, zadnji adut, ki ga ima Slovenija v rokavu, zato da se izboljša ta mednarodni položaj, je pravzaprav, da se izboljša zaupanje, da se izboljšajo tudi ocene bonitetnih hiš, je pravzaprav zapis fiskalnega pravila v ustavo. In sprejem tega bi bil dober znak bonitetnih hišam, pa tudi signal, da vlada Alenke Bratušek, koalicija Alenke Bratušek misli na javnofinančnem področju resno. Zdaj, kar zadeva vpis tega pravila v ustavo, smo pač v nekem časovnem okviru, mi ga moramo vpisati v ustavo do konca letošnjega leta, zato ker je vstopil v veljavo s 1.1. fiskalni pakt. Zdaj, glede na to, kaj se dogaja z oceno naše finančne situacije in pod kakšnimi pogoji se bomo zadolževali, pa mislimo, da je zapis tega fiskalnega pravila v ustavo pomemben čim prej. In to je treba po našem mnenju pač izvesti tako, kot je pač načrtovano v skladu s tem sklicem naše seje. Zdaj, vsako odlaganje sprejema bi bil slab signal zunanjim trgom. Vsaka sprememba, če bi se dogodila, pa čeprav ni možna, bi bil še slabši signal. Če pa bi fiskalno pravilo na glasovanju padlo, pa pomeni pravzaprav to neko situacijo, iz katere bi se Slovenija zelo težko izkopala. In bil pravzaprav eno, drugo ali tretje, je pravzaprav dokaz, da ta koalicija ne misli resno, da govori eno in da dela drugo. Zdaj, popravki besedila fiskalnega pravila niso možni. Poslovniški procesni razlogi to onemogočajo. In če se bo karkoli na tem področju začelo dogajati, pravzaprav pomeni to zelo slabo sporočilo. In pa, če bo prišlo do eventualno zamika uveljavitve fiskalnega pravila po letu 2015, pomeni to samo še dodatno poslabšanje javnofinančnih razmer v državi. Kajti v tem času bo zadolžitev bistveno narasla, težave naslednje vlade, ki jo prišla, pa bodo z tega vidika pač toliko večje. Zdaj, če je bila Janševa vlada v enem letu sposobna skoraj prepoloviti javnofinančni primanjkljaj, to se pravi, padel je iz 6,4 na 3,7,
potem bi morala ta vlada Alenke Bratušek precej lažje realizirati preostanek naloge. Navsezadnje, kot sem rekel, okolje je pripravljeno, mednarodne razmere kažejo na to, da je to nalogo potrebno tako ali drugače izvesti, bolje da sami, kot da nam to nalagajo drugi. In pa navsezadnje ima še približno dvakrat toliko časa za to realizacijo tega preostanka, te polovice, kot je imela Janševa vlada. Da je naloga nekoliko enostavnejša, je argumentiran tudi s tem, ker nekateri ali pa vsi ključni projekti že tečejo. Teče projekt slabe banke, teče projekt Slovenskega državnega holdinga in centralizacije upravljanja z državnim premoženjem, ker se pričakuje, da bo na tem področju precej boljši splen, kot je bil leta 11 ali 12, ko so bile potrebne dokapitalizacije v državno premoženje. In tu so pač enormne rezerve na področju upravljanja z državnim premoženjem. Mi podpiramo, da se vpis fiskalnega pravila v ustavo sprejme takoj in se tudi takoj implementiranje na uveljavitev. Zdaj, ta rešitev, ki je zapisana, je dovolj tolerantna, kajti tudi po letu 2015 so možna zadolževanja, vendar v izjemnih okoliščinah, recimo v primerih naravnih nesreč ali kakšnih drugih posebnih situacijah, in to zadolževanje, obseg in način poračuna, poplačila ali pa izravnave se uredi s posebnim zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z 2/3. To se pravi, da zadeva ni tako togo postavljena, ampak omogoča pač situacijam primerno tudi drugačno ravnanje. Recimo v primeru, da se zgodi neka večja naravna nesreča, se je možno tudi proračunsko zadolžiti, vendar to je treba izravnati v naslednjih 3 ali letih, recimo, ali pa morda 5, odvisno kako bo to zapisano v tem izvedbenem zakonu. Podobno velja recimo za morda kakšno nenadejano krizno situacijo. Zdaj, razprava o tem, da čas ni primeren za sprejem fiskalnega pravila in da bi bilo potrebno odločanje ali prestaviti ali besedilo popraviti, je neosnovana. Vlada mora pripraviti resen koalicijski program, tega, kot veste, nimamo, in ga mora začeti resno izvajati. To, kar se sedaj dogaja, ko ministri potujejo po državi in pač vsak na svojem področju obljublja, to ni resen pristop in za tak pristop, kot se sedaj dogaja, ni v državi in ne bo v državi nikoli dovolj denarja. In predvsem vlada, vladna ekipa, koalicijska ekipa je tista, ki mora in bi že morala imeti, preden sploh prevzela nalogo, resen koalicijski program, ki bi nadaljeval izvajanje javnofinančnih politik in tudi drugih seveda in pripeljal državo pač v situacijo, ko se to zadolževanje ne bi več tako izvajalo, kot se sedaj.